Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Matic, povej. Ja, neke sorte kramljalnica bo spet danes. Tako. Ampak močken drugačna, ne bova randomna vprašanja imela. Imava neka vprašanja, ki sva jih najdla, ampak nisva jih predebatirala. Vsak si nekaj tako malo spomnil, pa Tako. bomo že. Tako da lahko začneš. Ti? Lahko Pa bom. bomo. No, Matic, je lepota objektivna ali subjektivna? Ja. Spet odvisno od posameznika, ne? Tebi so verjetno drugačne všeč, kot so meni. Ja. Dobro, ne govorimo samo, mislim. Ja. Jaz se lepoto zastopam tako, ne? V taki medčloveški obliki. Tako. Lahko tudi v slikah govorimo, ali pa ne vem, v Tako, naravi, ja. Samo ampak jaz ponavadi, bolj ko- vidim ko- lepota, glede na to, da je lepota. Človeka. Ja, človeka. Ja. Sam je tudi dejansko, če mene vprašaš, pač mora, ne vem, da je meni všeč, mora izgledati ok, mislim pač No, mora mislim, biti, se mora tudi karakteristika. ampak druga stvar, ki je pa v bistvu bolj glavna, je pa v bistvu, kako imaš ti, se razumeš s to osebo. No, Ne? je res, Ta, ta lepota ti je na koncu v bistvu bolj pomembna, ker ko enkrat si star, pač nisi več lep, pa če se naštekaš, ja, mislim, ni več nima, pol to ni, fore. ni, Ja, zaradi tega imajo tudi recimo kakšni starejši gospodje, ki imajo dost pod palcem, pa samo oni se hoče tudi mlade počutiti, pa tako naprej. Ja. Klej sem hotel omeniti objektivno, subjektivno. Subjektivno itak, pa se Ja. strinjam s tem, kar si itak povedal, seveda. Ampak dela se pa nekako že objektivno, ne? Če ko pogledaš, ne vem, revije, če rečem to že malo staro, ampak internet, televizija, ki kaže, kaj je lepota, ne? Kako moraš izgledati. Tako da tam se mogoče malo Ampak nerealne slike, daje pa TikTok, pa Instagram, pa to, ker ne, če tako zgledaš, to je to, ne. ja, ampak pač spet je tukaj odvisno, kje živiš, a ne? Ker če greš ti recimo primer pogledati v, mislim, tle pri nas, če gledaš, ne vem, temna pol, da si zagorel, to je ful lepo, a ne? Ja? Če greš ti v Azijo, se pa skrivajo, maske imajo, da jih sonce ne dobi, ker bolj si bel, bolj si lep, a ne? A je tudi zaradi tega imajo? Ja, O ja, ja, ok. zaradi tega, ker imajo tam. In tudi videl sem recimo reklame v Aziji, pa to, ne vem, pač, ker si ne predstavljam, da bi bilo to tle ali pa v Ameriki sploh, ker je rasizem pač čist na drugi, ker je bilo reklama neka azijska, white is good, white is beautiful, be white with our cream, neki, ne vem, uno tretje. No, sej, Ampak, a veš, ja, ampak sej, za uno družbo je pa spet drugače, ne. Pa spet en, ker ni toliko bel, se spet slabše počuti. Zato Tako. družba je ko prava, ne. Ja, sej ja. zato, ampak to so tako. ja, ampak zakaj je to, zadeve. mislim pač, Ja, ne vem, zaradi denarja, ker hočejo čim več kreme prodati, pa tega. kar nekaj. Jaz sem ne. včasih tako, se mi zdi, da se slišim zelo protikapitalističen. Kar po eni strani sem, ampak sem proti temu turbokapitalizmu. Tako. A ne. No, Ja. a lahko jaz naprej? No, dej. Ok, to je bila, se pravi, kaj daje življenju pomen. Kaj daje življenju pomen? Ja, Mislim, se spet odvisen od človeka. a ne? od posameznika, ja, jaz bi rekel, ne vem, meni osebno pač dajo žena, otroci, pač to mi je v bistvu ta glaven, jaz delam za njih, meni je ta glaven, da so oni srečni, pa sem pa tudi jaz srečen, a ne? In to meni v bistvu, meni daje to pomen, a ne? Če se imamo fajn, če imamo se lušten, pač to je meni, to sem jaz hotel v življenju in to je to, a ne? No ja, za enega bi bila, mislim, se pravi, od posameznika. a ne. Ja, tako. En je Mislim, spet nekaj drugega več. Ne vem, pomeni. nekmu športniku je, da bo zmagal, ne vem, pač v tistem športu, kaj je, a ne, mu je mogoče to ta glavno, pa mu druge stvari ne pomenijo toliko. Spet nekdo mu je služba, denar, mogoče, ne vem, kakšne take stvari, a ne, ki dela samo za to, a ne. In pa se v bistvu ljudje čudijo, zakaj ne morejo biti, ne vem, v vseh področjih uspešni, ker pač ne moreš ti dati vedno 100% tistega vsem,
Ne moreš dati službi, športu, družini, pač vsem tok. In tukaj so v bistvu sam prioritete, kaj je v bistvu tebi ta glava. In tistim daš več pozornosti in ponad tistim, v tistem si bolj uspešen. Tako da pač, tako jaz to vidim. Lepo, mislim. Greva lahko naprej. Greva. Samo se... naslednjo je pa tako res vprašanje. Zakaj ustvarjamo umetnost? Tukaj bi jaz začel tako, pač umetnost. Ja. Zakaj jo sploh rabimo? Zakaj rabo nekdo v kameni dobi risati slike na steno? Kaj je s tem pridobo? Očitno je to v naravi človeka, da nariše nekaj, kar vidi, ali pa se mu je fajn zdel, pa bi jaz bil to pokazal, jaz bi to narisal, jaz bi to vse mogoče za sebe hotel to, se ni rečen, da je to naredil zato, da bo drug gledal, ampak mogoče v naravi, v človeku nekaj, da mu je umetnost, a pa da se vračati, ker sem že povedal enkrat, da ne vem, v danih kakšnih bogatih otroc, veliko se jih z umetnostjo ukvarja, pa s tem stvarmi, pa ne vem, s takimi zadevami, Se ni rečen, da so dobri, ampak očitno, če si preskrbljen, se nekako vrneš k eni umetnosti, očitno začnejo možgani delati, v to stran začnejo gledati. Ne vem, mogoče je bullshit, ampak tudi mi dva, tudi to je umetnost. Pa da dobro sem. Neke vrste, Sam pa za vse lahko rečeš, da je umetnost, Ampak zakaj ustvarjamo umetnost? Ne vem, zato ker je lepo, ker... Je fajn. Ja, ker... Mislim, umetnost je v bistvu tudi zelo veliko pomena, Tudi glasba je umetnost, tudi ne samo slike. Vsaka stvar ima pomen, vsaka umetnost ima neko. Tudi če je nekaj čudnega, še zmeraj je nek pomen. Zdaj, ne bomo govorili o tem, za koliko se prodajajo take zadeve, ker nima to veze, ampak še zmeraj. Mislim, danes je tudi veliko denarja o tem, ljudje so pripravljeni plačati veliko za umetnost in pač določeni ljudje delajo umetnost zaradi denarja. Ne zaradi tega, ker se on to dobro počuti, pa da mu je to dobro delati, ampak zaradi tega, ker je denar. Tudi dosti glasbenikov, recimo, pa tega je veliko v tem noter, ker ne more iti ven, ker so toliko pač vse te korporacije. Ampak bi rekel, tista prava umetnost te pa pusti tako malo. Tako je. Da uživaš. Ja, tako, ali pa te nekaj, da se te dotakne. Tako. Nekako, to je pa pol lahko. Gremo naprej. Zakaj ali se lahko ljudje spremenijo? To je spet ena taka zelo težko vprašanje. Jaz mislim, da pač v določenih stvarih v bistvu jedro pa zelo težko, ker si ti v bistvu, ker si bil majhen, tak način življenja, ki si dobil, težko boš... Vem, ampak se dobro dela v koru, tako še zmeraj se lahko spremeniš. Ja. Še zmeraj lahko drugače začneš gledati na neke stvari. To ja. No, jaz tukaj to gledam. A lahko mnenje spremeniš, seveda ga lahko. Ja, definitivno. Kaj pa ti misliš? Ne, jaz mislim, da te kor, da ga spremeniš. Da se mora res nekaj spremeniti, tako nekaj, ne vem, na smrt ali pa kaj tacga, ali pa rojstvo, ali pa že rojstvo te verjetno lahko spremeni, ne vem. Dejansko lahko, ali pa zapor, ali pa kaj tacga, da bi res... Da veš, da tega... Sam ni pa nujno, da vsazga, ni pa v bistvu univerzalne stvari, kaj bi ti naredil za vsazga človeka, da se bo recimo spremenil. Vsazga lahko... Je prav, da se ga spremeni. Oziroma, da je odvisen, kaj je tista sprememba, kaj hočeš narediti. Malo, zakaj mi dva tako ven hodil včasih debate? Ja, a se lahko ljudje spremenijo? Ja, ne. Ja. Na kratko, gremo naprej. Ali potrebe mnogih odtehtajo potrebe redkih? To je tudi v bistvu tako vprašanje, Odtehtajo, v kakšnem smislu je to v bistvu? Odtehtajo, se pravi, če veliko ljudi nekaj dobi, da so tudi oni
Ne, jaz si ki to niso, Ne, jaz si to predstavljam kot tako, da pač potrebe, ne vem, če ima večino si želi, ne vem, zdaj sem nekaj izmislil, vsi imamo, ne vem, pač, ne vem, Jurja in zdaj vsi, večina si jih želi, ne vem, iPhona in zdaj, če bo en hotel Samsunga, bo tudi on dobil Samsung. Pač ta smisel, a veš, da ne vem, ne, mislim pač fora, kako naj ti težko rečem, ampak pač, da se stvari prilagajajo glede na to, tudi, ne vem, zakoni zaradi tega, ne vem, pač izvoliš ti, ne vem, večinsko tega, ampak niso pol vsi zadovoljni, a ne? A veš? To je dober primer. A ne, pač To pa malo boljši, del pa malo bolj zastopan. Se pravi, če tistih par si želi nekoga drugega, zdaj morajo oni trpeti zaradi tega, ker niso večina. A štekaš to? No, mogoče se sam ne strinjajo s tistem, pa že zato. Ja. Se pravi, a odtehtajo potrebe? Ja, najbrž ne, vedno. Mogoče pa, ja, recimo, da se bomo vrnil v tole politično. Se pravi, mogoče oni, ker niso volili večine, mislijo, koliko bo slabo, pa vidijo v bistvu, da pa mogoče ta večina dobro naredi. Pa so tudi te zadovoljni. V politiki je to. Ja, ampak to je zelo nemogoče. Pa doskrat je tudi pri tej politiki tako, pač dost ljudje je pač tako usmerjenih, mislim pač, tudi če nekdo nekaj dobrega naredi, zaradi tega, ker jaz nisem zanj, bo tudi nobena stvar ne boš videl. Itak se kar, en ljudje, to gre meni dost na živce, ker nima veze, kaj en naredi slabje. Ja. Nima veze, kaj en naredi dober je. Ja, pač, tako. Kaj pa on naredi, pa nima veze. Ni vsak dober. In to gre v take, toke ljudje, jaz ne bom. Ja. Ampak ali potrebe, gledaj, sem še zmeraj eno drugo misel imel, ampak no, povej. Ne, bolj to se mi zdelo, da če za mnoge nekaj naredimo, ga redki, recimo, mi Evropejci nekaj dobimo, ampak za tega ga neki Azijci najebajo. Aha, ja. V tem smislu, ne? Ampak mi pa spet na sebe gledamo, ne pa na njih. A je to, kar smo mi dobili, naredili, a je tudi za njih dobro. Malo bolj bi mogli na cel svet gledati, pa na vse. To je res, ja. Tako da, ja, v tem smislu. Ja, tukaj so lahko res še dolge debate. Ja. Tako da gremo naprej. Ja. Kdo je zdaj? Ne vem. Ali imajo živali duše? Ja. Ampak, če se strinjamo, da jih imajo, pol vse imajo, ne? Ne samo kužki, pa mucki, pa vevarce. Aha. Ampak tudi hrošči, pa kače, pa komarji, pa vse, ne? Zdaj, kaj je? To, kar je žival, ne? Ja. Ampak zdaj tukaj je, če bi vprašal vegana, pač je, ne? Ampak tukaj se pol tudi pojavi vprašanje, kaj pa rastline, so tudi žive. Tudi to je, res, ampak kaj so živali. Ne? Ja, tukaj je vprašanje o živalih, ja. Tako da, jaz mislim, da imajo dušo. Mislim, pač pač vejo, da so tam, pač sam niso toliko. Ene so malo bolj razvite, druge. Tako pač ne smemo. Ne vem, bomo videli na koncu, ali kako. Kdaj pa je konec? Naslednje vprašanje. No, pejva naprej. Ali prosta volja res obstaja? Bi nekako rekel, da ja, ne? Ja. Se opravičujeva, manjše tehnične težave. Ker se je tako zgodil čas. Tako. Ustala sva, a prosta volja res obstaja. Ja. Se pravi, jaz bi rekel, da pač... Načeloma ne bi, ne? Ja, tako. Ni pa, ja, vse na tem. Zdaj ne vem. Tako. Eno zgodbo povedal, eno zgodbo sem začel razlagati, preden je crknil, da ko so Indijanci kakšne belce vzeli, ki se je tudi zgodilo, da so jih ugrabili, oni belci so pač z njimi živeli čisto enakopravno, lepo, niso bili sužnji, ampak je tazga, no pa so drugi belci prišli, ki so te belce vzeli nazaj, pa so šli v mesto, so bili oni ful depresivni, oziroma so šli nazaj sami prostovoljno Indijancem, zato ker so ugotovili, koliko je lepš živeti v nematerialnem svetu, oziroma na način, kakor z naravo, kakor so Indijanci, kakor pa tisti. Tako da ja,
ta prosta volja se očitno pol tudi zna spreminjati, kot sva rekla. Če Ne. se človek spremeni, tudi mogoče se ugotoviš kasneje, kaj si želiš. Ja, to je Spet globoka tema, Ja. ki bi bila lahko spet zelo dolga. No, naslednja, a smo dolžni pomagati drugim? Ja, Jaz tudi mislim, zato, da ker je ja. tako neenakopraven svet postal, da ja, definitivno. Mislim, jaz tukaj tudi že, ne vem, na stara leta, ki si enkrat star, ki ne moreš pač, je fajn, da so ljudje, ki pomagajo, Ja. da imajo to Pa željo. to bi mogli biti tako malo bolj preskrbljen, ne samo spet, koliko denarja imaš. Tako. A ne. Mhm. Ampak tudi pač dolžni pomagati drugim, jaz tukaj vidim tudi, ne vem, prostovoljstvo, gasilci, Ja. na tak način, ali pa Ker v bistvu določene stvari delaš zato, ne zaradi tega, da boš nekaj zaslužil ali pa nekaj, ampak zaradi tega, da pač ker se spodobi, tako. ker je moralno. Pa tudi je zelo lepo, mislim, zelo veliko ljudi to zelo spoštuje, pa ti ne more dati Ja. denarja zaradi tega, a ne? Itak. Pa tudi ne pričakuješ. Glej, samo ena stvar. Da so vozički kaj v trgovino, ko greš, da so bili ustvarjeni zato, da se vidi, a so ljudje pripravljeni za družbo ali ne. Ki ga nazaj pele, ki voziček porabi, pa nazaj pele tja, ki ga mora unje. Tisti, ki ga pa pusti, sred parkirišča, kitacga, Ja. pač vse ni nelegalno, pač nič ni narobe, ampak je pa moralno. Ja. Je res, ja. Je dobra prispodoba. To v bistvu je res in zaradi tega so pol naredili te kovančke, zato da se. Ker ne bom pa enega evra pustil, toliko pa sem škrt, a ne. Mislim- se tudi, če ne, se tudi brez, tudi s tem, kakšni pušajo voziček, ja, ampak. Tudi, Okej, ampak to je manj, že. manj. No, To- sej te evrov, pa to je bilo, to že kar nekaj cajta, ali? Ja, sam ni posod. Ne, veš, ker sem delal v službi eni, ki ni bilo teh evrov, pa to so bili po celem To je vozičku. bilo že dolga leta nazaj. Ja, pa ni bilo tako dolgo nazaj. Ampak No, v glavnem, Mislim, ja, pušali tam se so. vidi, fora se je bilo, da vidiš, tam v drugih pa so. v drugih trgovinah so in so ljudje lepo vozili. Tle, pa ker mi nismo imeli tega v tisti službi, ki je bilo pa to poceni. Jaz sem vsak večer hodil po tiste vozičke, pa jih pospravljal. a ne? Tako da, ker so bili. Noj. Ja, Okej. tako da, Ja. ja, No, to še je. zadnjo. Še zadnja. Če nihče dogodka ne opazi, se je to res zgodilo? Se je moglo. Se je? Jaz tukaj sem pa tako bolj praktično. To je tako filozofsko vprašanje, ne? Če drevo pade, v majni pa ben ne vidi, je res padlo. Ja, je padlo. Ja. Pade je, ne? Pa, če greš kaj, pa vidiš, da je ne. Pa se pa po drugi strani vprašamo na isti način, če ima en tip eno mnenje, da ni bene ženske zraven, a se še zmer moti. No. Ja, V glavnem, tukaj, če nihče ne opazi, a se je zgodilo. Ja, je. Mogoče se ni zapisalo, mogoče je kdo kakšen koga bo, ne. ja, pa se ne ve. Popoln umor ne bo nikoli razkrit. Tako. Tako da, a veš, na tak način. Se je še zmer zgodilo. Jaz tudi mislim, da vedno, mislim pač vsaka stvar se je, sam pač ni dokazal. In to je to. Recimo, ja. Je pa. Ok, mislim, da sva se dosti razgovorila za današnjo oddajo. Ful, že dolgo je kamera vmes. Tako. Hvala za ogled, lep petek, pa se vidimo, ko se zagledamo. Čau!